Sporazum je bil podpisan leta 2008, država pa se je dogovora o sofinanciranju držala le prvo leto. Leta 2011 je občina zagrozila s tožbom, na kar so se poravnali s prepisom nekaj vojaških stanovanj. Zdaj z ministrstva v elektronski obliki sporočajo, da ne bo ne denarja, ne prenosa dodatnih stanovanj na občino, je župan povedal na seji občinskega sveta. Pri letališču je še ena posebnost, dejstvo je, da letališče ne plačuje stavbnih zemljišč in prav na osnovi tega smo se pred leti dogovorili, da bojo pa skupno sofinancirali nekako tisto lokalno infrastrukturo, ki jo skupaj uporabljam. In to, kar so zdaj naredili, je za moje pojme nesprejemljivo in na koncu, če ne bomo morali drugače, bomo morali iskati vse do Evropske skupnosti. Svetniki so v tej temi predlagali izredno sejo, a je župan pojasnil: Prvo zahtevam sestanek z ministrom, mi smo že pisali in seveda potem, ko bo minister povedal dokončno, ali je res to, kar je bilo vršlo po mailu, kajti zaenkrat ta dokument še ni podpisan, tudi z njegove strani, čeprav je naveden, potem bomo pa sigurno zahtevali izredno sejo in tudi razmislili, ali bomo šli po pravni poti iskati svojo pravico. Medtem Slovenska vojska doživlja reorganizacijo in brigada zračne obrambe na letališču Cerklje se je preoblikovala v 15. polk vojaškega letalstva. Naloge ostajajo iste, prav tako odprt režim za domačine, ki lahko hodijo v knjižnico in na igrišče vojaškega kompleksa. Sodelovanje je vedno bilo, jaz bi rekel, zelo dobro ali celo odlično. To se je pokazalo tudi ob ustanovitvi 15. polka vojaškega letalstva in v njegovem delovanju v zadnjih 2 mesecih. Ko bo podaljšana letališka steza, bo treba zgraditi lokalno obvoznico. Nadgradnjo letališča po lanskem zastoju nadaljujejo. Za sam polk to ne predstavlja večje omejitve. V tem trenutku seveda pa pričakujemo sami konec izvedbe projekta, ki nam bo omogočal še boljše in še lažje izvedbo samih nalog. Med katerimi je tudi stalna pripravljenost za reševanje življenj v izrednih dogodkih.